Ali vam je bila proslava všeč? Zelo mi je bila všeč. Predvsem zato, ker smo bili danes tudi deležni obiska predsednika Boruta Pahorja in splošno vse je bilo zelo lepo. Tako da rad prihajamo odtle, smo iz teh krajev in samo še tako naprej. Ja, lahko rečem, zelo mi je bilo všeč. Spet sem tle domačin, sem par kilometrov stran, ampak sem večkrat tle v Snovik, tudi moja mama je skajala iz tela vesti Snovika, tako da imam tudi jaz svoje korenine iz Snovika. Zelo rad prihajamo v to dolino. Proslava mi je pa sploh všeč. Glede kot našega predsednika, glede kot drugih nastopajočih, tudi obožujem sam musko, tudi malo smo se sami šli ene v ferače in mi je to zelo zanimivo. Tako da sem zelo ponosen na te naše organizatorje in se želimo večkrat tako zadevo, kot je bila zdaj. Zelo lepa je bila proslava, ker je bilo zelo lep nastop, lepo so peli in igrali. Bil je tudi, zelo mi je bilo všeč, ker je bil tudi predsednik države in je bilo zelo lepo. Po dolgih letih tudi službovanja v občini Kamnik sem danes bil povabljen na to prireditev in moram povedati, da mi je prireditev bila zelo všeč. Zelo pester program je bil, tako da dejansko res veliko domoljubnih pesmi, ki nas vodijo, res in združujejo v ta prostor. Predvsem pa moram res se zahvaliti prireditelju, ker res je postoril vse, kar je potrebno za izpeljavo takšne prireditve, ki je lahko zgled tudi ostalim prireditev slovenskega prostora. Ravno včeraj sem bil na eni prireditvi in lahko rečem, da je bila mnogo slabša, kot je pa danes ta v Tuhinjski dolini oziroma Termah Snovik. Jaz sem izredno vesel in ponosen, da smo uspeli v Tuhinjski dolini, v Termah Snovik, pripraviti tako izjemno prireditev s takim pozitivnim sporočilom slovenstva, domoljubja in tukaj iskrena hvala vsem, ki so pripravili in ki so sodelovali na tej prireditvi, torej vsem pevskemu zboru Mavrica, godbi Tuhinjska dolina, pevki, ki je pela, potem ansamblu bratov Poljanšek, vsem, ki so dejansko sestavili ta mozaik in izjemni ste bili, hvala vam, kapo dol in verjamem, da čez par let oziroma že čim prej še enkrat, ker za Slovenijo, za našo domovino nikoli, da ni vredno praznovati. Vedno je vredno praznovati in vredno se potruditi, ker imamo eno domovino in eno Slovenijo in čestitke. Današnja proslava je bila zelo všečna. Prepričana sem, da je v pesmi, v besedi in v vsem dejanju prikazala pomen in smisel naše Tuhinjske doline. Kako mi je bila všeč proslava? Zelo mi je bila všeč. Programi različni, predvsem mladina, to popestri proslavo. Pa seveda gospod predsednik, največ sem zaradi tega prišla, zaradi gospoda predsednika. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem danes obiskal to predstavo, zato ker res izjemni program, raznolik, dobra družba, povabljeni in res primerno na nivoju proslavitve 30-letnice samostojne Slovenije. Gospod minister, kako je bila pa vam všeč proslava? Meni je bila enkratna, pozitivnega duha, veliko pozitivnih lepih sporočil, predvsem sporočilo enotnosti, povezovanja, to, kar se tudi spodobi za praznik naše domovine. Predvsem je imela pa veliko lokalnega momenta in elementa, veliko lokalnih nastopajočih, tudi glasba je imela lokalni pridih, tako da pod črto enkratno prireditev. Hvala lepa. Kako je bila pa vam všeč proslava? No, zagotovo, da je izpolnila vsa pričakovanja,
katere smo nekako predvideli, da želimo v našem okolju počastiti praznik 30-letnice samostojne Slovenije.